spoštovane, lep dober večer. 1. december, uradno sicer ni praznik, je pa danes praznik, ker slavimo eno izjemno kolegico, doktorico Irene Rožman-Pišek, letošnjo prejemnico najvišje stanovske nagrade na področju etnologije, Murkove nagrade, poimenovane po našem slavnem predniku Matiji Murku, ki je utemeljil, rečemo, našo vedo, se pravi etnologijo, ki je veda ena najlepših ved na tem svetu, ker nas dejansko zanima vse. Ne? Jaz to zelo rada rečem, enostavno tudi potem razloženo, ampak seveda, kaj se nas zanima na kakšen način, bomo zagotovo izvedeli tudi danes in zelo sem počaščena, da v 2 vlogah, se pravi kot predsednica Slovenskega etnološkega društva in tudi kot direktorica Posavskega muzeja Brežice, pozdravljam dragi kolegici, obe povezani tudi z muzejem. Še bolj pa recimo sem vesela, da sva z Irene povezani tudi z bližino rojstnega kraja, tako da nekako sem znamirjena, ker je ta večer zame in verjamem tudi za vse nas prav nekaj posebnega in vesela, da ga upravljamo tukaj, v Brežicah, v mestu, ki je bilo kar nekaj časa tudi dom Irene, ne, in je dom naše drage Ivanke. Tako da, dragi kolegici, se pravi Murkova nagrajenka leta 2021, doktorica Irena Rožman-Pišek in doktorica Ivanka Počkar, ki je predlagateljica, sama pa tudi prejemnica Murkove nagrade v letu 2014. Tako da smo v izjemno neverjetni, slavni, najboljši družbi, ne, v izjemnih rokah in seveda se veselimo vsega tega, kar nam boste pripovedovali. Malo je tako bolj filmično, bi lahko rekli, zato da boste malo bolj sproščeni. Hkrati pa vas tudi obveščam, da seveda pogovor bo posnet, bo potem na voljo tudi na YouTube kanalu, tako da, če kaj ne želite povedati, ne, boste potem to na koncu, ko se bo kamera ugasnila, ne, malo se pohecam, ampak zelo se veselim tudi tega, da bo celoten posnetek na voljo in da bodo vsi tisti, ki v teh razmerah nekako niso uspeli priti, da bodo lahko tudi deležni besed naših dragih gostov. Tako, vrti se že ena taka projekcija, ki se bo večkrat zavrtela, tako da vam ni treba vse podrobno že prvič pogledati in lahko v bistvu ves čas uživamo tudi v teh fotografijah, ki so pripravljene, predvsem pa, tako kot rečeno, pričakujemo ta vajen pogovor in se v imenu vseh ustanov in vseh zbranih tudi lepo veselimo. Hvala lepa, izvolite. Draga naša nagrajenka, draga kolegica Irene, midva se poznava že desetletja, zato se bova tokrat tikali tudi prav tako. Rada bi najprej spregovoriva o rojstvu in imenu. Ni te Sava prinesla, kaj ne? Ali pač? Narodila si se v nemškem Kelkheimu, tam so te krstili za Irene in te tako klicali tvojih prvih 7 let življenja, 7 srečnih let. Potem si iznenada ostala brez obeh staršev hkrati. Šla si na svoje prvo dolgo potovanje v bratovem spremstvu, si se z vlakom pripeljala v Brežice in od tam na Dobravo k stari mami in staremu atu. Samo šolsko torbico, majhen kovček in tigrčka, igračko, edini spomin na starše si nesla s seboj. Po prihodu v Jugoslavijo so te preimenovali in šele pred kratkim si povrnila ime, kakor si mi napisala, saj lahko navajam. Irene so me klicali po nemško, saj smo tam živeli, kot veš. Vsa leta me je motilo, da me kličejo tako, ampak sem se sprijaznila. Ko sem prišla prvič v jugoslovansko šolo, me je tovarišica predstavila kot Ireno. Vedela sem, zakaj gre, zato sem protestirala, naj njih bi Irene. Tega se tako živo spomnim, vem celo, kako sem bila oblečena tisti dan, ampak bila sem vse drugo. Irene, Rena, Renče, Irenče.
Tako da nisem izgubila samo staršev, ampak tudi obeležje svoje biti. Začutila sem veliko ljubezen do Aleša in hvaležnost, da me spoštuje takšno, kot sem. Zato sem k svojemu priimku dodala še njegovega. Ko sem dobila uradno odločbo, sem bila srečna, da sem to jaz. Kaj nam lahko poveš o svojih najzgodnejših spominih do jugoslovanskega obdobja? Najprej bi povedala, preden se dotaknem sploh dogodkov, bi povedala, rada bi podelila svoj edinstven občutek, ker sem ga nosim celo življenje s sabo in ki mi je pomagal, da preživim vse hudo, kar se je zgodilo, da me je spremljalo tudi ob vsem lepem, kar se je dogajalo. Skratka, bila sem težko pričakovan otrok, ljubljena in seveda mogoče tudi rado razvarjena. Ampak vsekakor, to je tisto, kar se jaz najbolj spominjam, ljubezni. Kajti, ko sem prišla na Dobravo, pravi s tem vlakom, ker je zame bilo tudi nekaj povsem novega, ker do takrat sem starši šla v Jugoslavijo z avtom. To pa zdaj kar naenkrat neka velika sprememba. Seveda, na Dobravi stari starši so me zelo radi. Zlasti staroče, se mi zdi. Sam to je bil način izražanja ljubezni, ki meni ni bil poznan. To ni bilo v navadi, da bi me objemali, da bi me poljubljali in to sem nekako pogrešala. Sem pogrešala, počutila sem se tudi kot neka naravna znamenitost. Ljudje so bili spričo take velike tragedije tudi pretreseni, takrat še takih, mislim, nesreč ni bilo tako pogosto, kot se je takrat zgodila in so ljudje zgrinjali na dom mojega starega očeta in me gledali, otipavali, joj, uboga in tako naprej. Jaz pa s tem nisem vedela točno, kaj početi. Za me je bilo vse tuje. Počutila sem se odtujena, kot tujka in kot tujek. To se pravi, rasla si na vasi, iz mesta si prišla na vas, na Dobravo, v Krki, to so bili mamini starši, stara mama Frančiška in stari oče Franc, pešec. Ampak življenje, če se začela tvoja teologija, z bratom sta prebirala Krimove pravljice, ki si jih dojemala kot ena mala šola tehnologije, to je ravno zato vedela, če vedela na mizi. V Nemčiji je bilo sebe, da vedela tako poleg nekaj znanega vlačine, če je zdravat, poleg edini jezik. Ja, pravzaprav res. Bil je to moj edini jezik. Starša sta med sabo sicer govorila vsako svojem jeziku, tako si mislim, ker sem to pozabila, bila sem premejhna, da bi se to zapomnila. Tako da pravzaprav mi je bila znana melodija slovenskega in hrvaškega jezika, zato sem se verjetno tudi zelo hitro naučila, ampak tudi sicer se otroci hitro naučijo jezika. Moj oče je bil zelo zaveden Hrvat, veren človek in seveda temu ustrezno me je dal tudi v malo šolo za otroke hrvaških izseljencev, tako da tam sem se nekaj prvih besed hrvaških naučila, ali slovanskih, če tako rečem, pa hodila sem na verouk, tudi potekal v hrvaškem jeziku. Tako, ko sem prišla na Dobravo, na moj prvi teren, kjer sem takoj začela etnologijo, z metodo opazovanja za udeležbo, mi je bilo čudno, kako
tiste besede, ki sem jih jaz poznala in denimo koruza. To je bilo za mene nesporno, je to kukuruz, ne. Da ti rečeš koruza. Še najbolj smešno mi je bilo pa to, ne, jaz sem svojega očeta klicala tata. Slišala sem na Dobravi, da otroci nekateri, ne, ni bilo to pogosto, ampak vendarle nekateri pa so, svojemu očetu rekli oči. Kako to? Oči. Oči vemo, kaj so, ne. Tako da je bilo par, bi rekla, smešnih stvari, no, ampak vse skupaj je bilo pa kar precej tragično in težka so bila ta prva leta, ker, kot sem rekla, začela sem živeti etnologijo, teren, mi ni bilo treba iti nič na Salamonove otoke, Gvinejo, kamorkoli, in to že kar pri 7 letih. Nov jezik, kultura bivanja, prehranjevanja. Spomnim se tega, da je soseda, vsi so mi hoteli nekaj dati. In mi je namazala kruh z mastjo, pa še prav posebej se mi je hotela narediti dobro, da ga je pocukrala. Ne, to, jaz to nisem mogla jesti. Kje? Pa je en drug otrok s tako hvaležnostjo vzel ta kos kruha ki je bil namenjen meni, tako da, ja. In na Dobravi si kot otrok skrbela tudi za domače pujse, torej poborce, kot si zapisala, kidala si gnoj, raztirjala, hranila in jokala, ko je počel. Torej si prava krškopolka, ki se tedaj niti malo ni sanjala, da bo nekoč ta krškopolec postal slaven. Ja, redež. Preganjan bil. Ja, jaz sem ga pa, kot so rekli, njemu glajštrala, ne. Bilo to kar težavno delo za tako deklico, kot sem bila jaz takrat, ne, 7, 8, 9 let, ko sem že opravljala prva ta dela, ki so povezane z vzrejo pujčkov, ne. Se pravi, kuhala, dala sem kotu, korenje, kolerabo, krompir, da se je to skuhalo, potem se je to ven vzelo, ta kuhana prsnina, so temu rekli, prsnina, in to se je moglo potem štokati, pa v ajmer, pa potem z pomijam zaliti in nosi. In potem seveda kidati, pa se pravi s košom iti po listje, naslati z listjem. In jaz sem to rada počela. Imela sem svoj mir, bila sem skoncentrirana na svoje delo, takrat se mi ni bilo treba ukvarjati nesteto, s katero nisem imela najboljših odnosov, ne, niti s stricem. In jaz sem delala po svoj posel in to je bilo to. In ko je bilo proti pomladi, ko je že zmanjkovalo vsega, smo pa hodili s košem nabirati rastlinje. In sicer koprivo, otavč, smo rekli, eni rastlini. In to se je zopet kuhalo skupaj s krompirjem in potem dajalo, ja. Pa tudi puram, ne, pure nisem marala, so mi zmeri nekam pobegnile, pa sem jih morala loviti okoli, tako da, ja. Poseben odnos si pa svetla s starim očetom, ko je neločko, kakšen človek je bil? Moj staroče je bil klen, tršat, kmečki človek. Veliko je delal, kot se temu reče, do zadnjega. Imel je neverjeten smisel za humor. Vedno je znal iz nič narediti nek vic, šalo, in zato ni čudno, da je bil muzikant. Igral je na ohcatih, harmoniko, ja, in
Spominjam se, da sem velikokrat šla z njim v vinograd, tam smo imel on zidanco in kar tiho sva bila, nisva nič veliko govorila. Ni bilo kar nobene potrebe, da bi non-stop nekaj govoril. Sva kar v tišini lepo bivala skupaj in se lepo imela. Vem, da je delal kole, jih je obtesoval in da smo tisto lubje kurila. Jaz sem še kakšno druge trske nosila na ogenj in sva pekla krompir. Zdaj pa, če gremo k študijski smeri. Najprej si se šolala na ekonomski šoli v Brežicah, ker ti vodstvo gimnazije ni dovolilo vpisa na gimnazijo. Ti si pa si to želela in si hotela postati, ne vem, kaj, kdaj se je pojavila želja po študiju etnologije in odkot spodbuda? Jaz sem bila mala šola etnologije, tisto, ki sem že povedala, da se je začela v Nemčiji, ko sem z bratom vedno prebirala nek atlas človeštva in so bili naslikani ljudje v svojih nošah narodnih, pa še kaj drugega. In to me je vedno zanimalo, zakaj so ljudje tam tako oblečeni, ali pa kako to, da tam jejo s palčkam na Kitajskem, take reči so me zanimale vedno. In nekako nisem imela neke spodbude, ker sama sem se spodbujala. Spomnim se edino tega, da sem pač prišla k tebi, da me to zanima, da jaz bi kar prekinila šolanje, srednje šolo, da bi se izpisala in da bi se takoj upisala na etnologijo. Dobro si mi svetvala, da vendarle bi kazalo najprej zaključiti to, kar imam odprto, potem pa dalje. Tako da to, pa spominjam se tudi pogovora z Stanko, našo kolegico, ki se je takrat že upisala, da sem jo spraševala, kako je na etnologiji in mi je tudi dala napotke, prve napotke, kako se naj pripravim na sprejemni izpit. Tako. In kaj si mi zaprediš počela, da se etnologija, da se je bilo resnično? Jaz sem si zamišljala, da bom delala kot etnologinja, da se bom dejansko posvečala duhovni kulturi. Pritegnile, jasno, so me vsa verovanja in ki so povezane bila s smrtnim šegam, vse, kar je povezano s smrtjo, ne. Tako da je bil to moj prvi izbor zanimanja, kasneje seveda se je to širilo, ne. Ampak vedno sem si želela biti in delati, mislim, sem že bila takrat in še vedno sem, raziskovalka sem, ne. Ampak nisem pa res v resnici nikoli opravljala tega poklica kot poklic, ne, da bi bila samo raziskovalka in vodila na teren in se temu posvečala. In mislim, da danes, ne vem, mislim, da je to skoraj iluzija. Ja. Ampak povezala si se širokim krogom kolegov in povezala svoje znanje, tako so Sloveniji kot naturjem, ki še danes mi povsem tuje, se izjemno dobro počutiš na primer na Dunaju, kamor upam, odrastam, tudi razmožem. In me zanima, kako občutiš to razsvetost med slovenskim in nemškim govorom in pomočem. Tisti, ki smo brali tvoje dela, nas preseneča, nas zna presenetiti tvoje lepo izražanje, desetni rezultat in skrb za slovenski jezik. Kako si se ti svilja na tega? Mislim, da kar z branjem raznovrstne strokovne literature,
same literature, pa v šoli. Jaz mislim, da se nisem doma kaj pride naučila, ker tudi ne govorim izrazito po domače, tam odkud res izviram. In z branjem. No, zdaj smo pa na vrsti še nekaj besed o življenjepisih. Kot etnologinja, ki se pogovarjam z etnologinjo, delam to podobno kot na terenu. Najprej življenjepis, da bi začeli učiti, pogovor, intervju. Teme, ki si jih raziskovala, so precej raznolike, ki si že dejala. Vse pa izhajajo in se iztekajo v življenjepise. Kaj meniš o tem, da se terenski pogovor začne z življenjepisom? Kaj prinaša? Utemeljiti za svojo Lurkovo nagrado, da je v tej metodi dela zapisano, da pomeni uspešnost in uspešnost etnološkega terenskega dela, kot raziskovalne metode, da gre za celovit pogled v način življenja, ter slišanje in razumevanje življenjepisov in branje ugrajenih podatkov. Kakšne priložnosti gre torej ta metoda prenavljati? Ja, to je zelo dobro povedano in vanje ugrajenih podatkov. Jasno, da gremo na teren, na lov, tako rekoč skoraj da, za podatki. Podatki, ki so povezani z pojavom, ki ga raziskujemo, ki je trenutno predmet naše raziskave. Ampak ne moreš ti priti nekomu, in kar dober dan, mene pa zanima, veste, koliko otrok ste rodila. Glede na to, da sem jaz preučevala porodno kulturo. To je treba, tudi če odgovori 5, ja, to je treba nekam umestiti. Moraš poznati najprej seveda osebo, v katerem času je živela, kam je hodila v šolo, kdo so bili starši, iz kakšnega socialnega okolja izvira in tudi kakšno je njeno mesto v skupnosti, ki jo raziskujem. In seveda tudi odnosi med partnerjema. To se je potem kar shajalo in ushajalo. Življenjepis je izjemno pomemben. Jaz sem vedno tako začela. Kako ste, kje ste se rodila, kaj ste počela, pa se je to kar samo odvijalo, ampak vsekakor vedno z začetkom. Kje ste rojena in kdaj in koliko vas je bilo v družini. To je pri meni, kar bi rekla, vzorec. Tako jaz delam. Tako je, smo že pri terenskem delu. Tako pomembno se mi zdi na terenu, da se prav predstaviš. Povedala si, na primer, kako si udeljevala na praktikantko terensko delo. Zdaj moramo povedati, da tega v nas v času študija niso ne naučili. Osebi, ki se je na terenu predstavila z vsemi svojimi svojimi nazivi, z delovnim mestom, ustanovo, vsem drugim uradnim doštevil tistega akta, je ženska na terenu dejala. Zdaj pa ne vem, če bom znala kaj povedati. Torej se treba najprej znati prav predstaviti. Ja, res je. Jaz nisem imela nikoli težav. Mogoče je to tudi dar, ne vem. Malo že je, ne. Skratka, takoj po študiju, ko sem diplomirala in sem delala svoje prve terene ravno tu, po Savskem koncu, sem zbirala te zgodbe slovstvene folklore, ljudsko verovanje, ne vem kaj še vse, to moram še enkrat vse preposlušati, da bom videla, kaj vse sem spraševala. Sem kar šla kot trgovski potnik, od hiše do hiše, nisem imela nobenih težav s tem.
sem takoj tudi včasih kar sama povedala, veste, mene sem to pa to zanima, če imate kaj časa za pogovor, nič ne prodajam, tudi nisem Jehova priča. No, in ker s tem so me tudi radi zamenjali, da kaj tukaj, kako bi rekla, oznanjujem, ne? In tako, da s tem nisem imela težav, vendar kasneje, ko pa je moje terensko delo postalo bolj resno, ne, za dizertacijo, ko sem zbirala gradivo za dizertacijo in sem si zbrala svoj teren, za svoj teren sem si izbrala župnijo Velike Brusnice pri Novem mestu. Sem pa morala že malo drugače pristopiti. Dobila sem naslove od gospoda župnika. Zanimivo je to bi želela povedati. Sem potrkala na njegova vrata. Ja, veste, jaz sem ta pa ta, delam to pa to, če bi mi lahko kaj pomagali z naslovi, ne, priporočil, kakšno gospo in tako naprej. On mene gleda, Irena, ka me ne poznaš? Rekla, ne, pa je Birmal sem te jaz. Pripravila sem te na Birmo, ki je bil pa v naši župnini prej. No, tako da pri njem sem dobila dejansko prve kontakte in potem sem pisala, da sem takrat Irena Rožman, da se me zanima, kako so ženske včasih rodile doma in kako so negovale otroke, jih hranile in tako dalje. In tako se je potem začelo. Ta mreža se je potem širila po principu snežne kmepe, pa so nekatere gospe prišle tudi do mene. Ja, kak meni pa še niste prišla, ka boste kaj prišla? In so potem same tudi prihajale k meni. So želeli nekaj povedati. No, to priča o uspešnosti tvojih stikov z informatorji. Dejala si namreč, na terenu sem bila vedno uspešna, povsod so me sprejeli. Zelo veliko sem se naučila od informatorjev, tole zadnje, bi bilo pa še kaj treba povedati, ne da pa poudariti. Kakšno bogatstvo? Ja, veliko sem se naučila, ampak sploh ne vem, kako bi to povedala, česa sem se naučila, ampak sigurno je eno stvar, ta uvidevnost, obzirnost, skromnost. Tega sem se naučila že sam, če pomislim, kako se spostavi kontakt s človekom, to moraš biti skromen pri tem. Ne smeš priti kar nekaj vehementno v tuj prostor. Ne? Zelo sem tudi pazila na to, kako sem oblečena. Ne? To mi je bilo zelo pomembno. Ne moram pač primer. Ko sem jaz pisala doma vprašalnico zase, kaj bom spraševala, na koncu je izkazali, da so te vprašalnice tako fajn je, da so, ampak včasih pa, ja, v glavnem napisala sem si vprašanja, kaj bom spraševala, vse je se zdelo enostavno in jaz pot pod noge in na teren. In seveda, jaz bom zdaj to gospod, to in to spraševala o spolnih odnosih, o kontracepciji, ne, tabu temah. In ko sem jaz pač žensko videla pred sabo, preprosto oblečeno, z ruto na glavi, se je pred mojimi očmi prikazala moja stara mama. Kako pa jaz to naj zdaj sprašujem? Kako bi jaz to svojo staro mamo zdaj spraševala? In to me je vrglo, nisem vedela, kako naj se znajdem. Mogla sem se takoj znajdeti, ne?
In sem rekla, aha, začnimo tako. Začela bom pri otroku, kako ste ga kopali, kako ste ga hranili, kakšna je bila nega. Potem smo šli malo nazaj, porod, ja, kako je bilo pri porodu, kdo je prišel pomagati, kaj je imela pripravljeno za porod, ali so bili težki porodi in tako naprej. Vse, kar je bilo povezane z porodom in na koncu, če sem ocenila, da je kemija med nama prava in da je to umestno, sem pa potem še spraševala o spolnem življenju. Ne pa nikakor ne vsake informatorke, to pa ne. Vzvratno. Ja, zratno, ja, vsekakor ja, zratno. In tudi uspešen. Kaj to tudi pomeni uspešen? Ko sva se tudi včasih medve pogovarjali, to ni intervju. Intervju je samo en delček te metode. To je pogovor. In kadar govorimo o pogovoru, je nujno ne samo, da nekdo govori nekomu. Moraš tudi ti nekaj povedati. Nekaj, kar je značilno za tebe, kar si sam doživel. In to z informatorjem podeliti. Jaz sem. Zdaj ne vem, kako drugi etnologi, ali je to prav, ali ni prav. Menim je, da ne moramo reči, da je nekaj prav, ali da je nekaj ni prav, ampak to je bil moj način dela. Čist daj dam, tako. In spominjam se tudi tega, kako sem prišla k eni gospe v vas, Gorenji Suhadol, ki je dejansko v kotlini. In je rekla, ja, kako ste pa vi mene našli v tem kotlu? Sem rekla, ta mi je povedala za vas, da imate veliko otrok in tako naprej. Ja, je rekla, res 7 porodov, enega mrtvorojeno sem rodila in tako naprej. In pridem še enkrat, rada sem prišla večkrat k isti osebi, zato ker če želiš dobiti nekaj več informacij o tako delikatni temi, te mora človek spoznati. Če ne, je bolj tako. In dejansko sem enkrat eni informator, ki sem šla 6-krat. No, ta gospa, sem ji prinesla en tak nek konfet, mislim, nek tak škrnicelček z čokoladnimi bomboni. In pridem naslednjič in sem rekla, gospa, kaj še niste tega pa tega pojedli? Ja, ne, šparam, kaj je tako lepo videti. In potem še enkrat pridem. Ja, še vedno nisem pojedla, tako lepo je videti, me to spominja na vas, ko pridete, ko se tako lepo pogovarjava. In pridem potem še enkrat in potem nje več ni bilo, je prišel njen sin. Ja, veste, mame pa ni več. Sem rekla, kako? Ja, umrla je in ne vem, kako je to bilo, v glavnem peljal me je v hišo. In jaz sem bila tako ganjena in presunjena, tist škrnicel z čokoladnimi bomboni je še vedno bil tam. To so ena taka doživetja terenska, ki te pa tudi ganejo. In se ti zavedno vtisnejo v spomin in jih nosiš s seboj. No, veste, se vedi o tem, da odlični tereni se imajo lahko, da so te imeli, mene so tudi za davčne stilovali, da je avto v njih in druge vrne. Si pa tudi ti sama enkrat doživela, da je med pogovorom z informatorko vstopil mož, domov prišel je mož in ti je rekel,
Kako vi tle delate? Kaj davke vpišujete? Tako je. Ja, tako je rekel, no, in jaz sem rekla, ne, gospod, midve se pogovarjava o tem, kako se otroke previja, kako so včasih otroke previjali s puveljni. To pa mene nič ne zanima, kar dajte vi naprej to govoriti. Ta gospa je bila prav željna mi pripovedovati o tej temi. Je rekla, pridite drugič, tega in tega dne ga ne bo doma, bo v vinogradu nekaj delal, ne vem kaj že. In ja, lahko tudi to rečem. To so teme, ki so lahko težke, oziroma ljudje imajo zelo veliko travm zaradi spolnega življenja, pa tudi ženske zaradi poroda izgubile so otroke, bodisi da so se mrtvi rodili, bodisi da so hote ali ne hote splavile in tako naprej. To so težke reči življenjske. In a veš, jaz sem se počutila tudi večkrat kot psihoterapevtka. Sem pa potem še spraševala o spolnem življenju. Ne pa nikakor ne vsake informatorke, to pa ne. Vzvratno. Ja, zratno, ja, vsekakor, ja, zratno. In tudi uspešen. Kaj to tudi pomeni uspešen? Ko sva se tudi včasih medve pogovarjale, to ni intervju. Intervju je samo en delček te metode. To je pogovor. In kadar govorimo o pogovoru, je nujno ne samo, da nekdo govori nekomu. Moraš tudi ti nekaj povedati. Nekaj, kar je značilno za tebe, kar si sam doživel, in to z informatorjem podeliti. Jaz sem, zdaj ne vem, kako drugi etnologi, ali je to prav, ali ni prav. Menim je, da ne moramo reči, da je nekaj prav ali da je nekaj ni prav, ampak to je bil moj način dela. Čist daj dam, tako. In spominjam se tudi tega, kako sem prišla k eni gospe v vas, Gorenji Suhadol, ki je dejansko v kotlini, in je rekla, ja, kako ste pa vi mene našli v tem kotlu? Sem rekla, ta mi je povedala za vas, da imate veliko otrok in tako naprej. Ja, je rekla, res 7 porodov, enega mrtvorojeno sem rodila in tako naprej. In pridem še enkrat, rada sem prišla večkrat k isti osebi, zato ker če želiš dobiti nekaj več informacij o tako delikatni temi, te mora človek spoznati. Če ne, je bolj tako. No? In dejansko sem enkrat eni informator, ki sem šla 6-krat. No, ta gospa sem ji prinesla en tak nek konfet, mislim, nek tak škrnicelček z čokoladnimi bomboni. Ne? In pridem naslednjič in sem rekla, gospa, kaj še niste tega pa tega pojedli? Ne? Ja, ne, šparam, kaj je tako lepo videti. Ne? In potem še enkrat pridem. Ja, še vedno nisem pojedla, tako lepo je videti, me to spominja na vas, ko pridete, ko se tako lepo pogovarjava. In pridem potem še enkrat in potem nje več ni bilo, je prišel njen sin. Ja, veste, mame pa ni več. Sem rekla, kako? Ja, umrla je in ne vem, kako je to bilo, v glavnem peljal me je v hišo. In jaz sem bila tako ganjena in presunjena, tist škrnicel z čokoladnimi bomboni je še vedno bil tam. To so ena taka doživetja terenska, ki te pa tudi ganejo. Ne? In se ti zavedno vtisnejo v spomin in jih nosiš
seboj. No, nekaj se že o tem, da politični tereni se imajo lahko, da so te imeli, mene so tudi za davčne stereovajo prostor, da je avto in druge role. Si pa tudi ti sama enkrat doživela, da je med pogovorom z informatorko vstopil mož, domov prišel je mož in ti je rekel, kaj pa vi tle delate, kaj davke podpišujete? Tako je. Ja, tako je rekel, no, in jaz sem rekla, ne, gospod, midva se pogovarjava o tem, kako se otroke previja, kako so včasih otroke previjali s poveljni. To pa mene nič ne zanima, kar dajte vi naprej to govoriti. Ta gospa je bila prav željna mi pripovedovati o tej temi. Je rekla, pridite drugič, tega in tega dnega ne bo doma, bo v vinogradu nekaj delal, ne vem kaj že. In ja, lahko tudi to rečem. To so teme, ki so lahko težke oziroma ljudje imajo zelo veliko travm zaradi spolnega življenja, pa tudi ženske zaradi poroda izgubile so otroke, bodisi da so se mrtvi rodili, bodisi da so hote ali ne hote splavile in tako naprej. To so težke reči življenjske. In a veš, jaz sem se počutila tudi večkrat kot psihoterapeutka. So mi kar zaupale. Pa tudi se spominjam enkrat, da je ena jokala. Da je jokala. Ja. So bile pa tudi radovedne, tako kot tudi meni dogajalo. In si povedala, da so želeli izvedeti, kaj pa, recimo, si bila pri eni od informatorov, pa ste se pogovarjali, na koncu pa na začetku te povprašala, kaj pa Hrastarjeva povedala? Kako si to potem rešila? Jaz sem to rešila tako. Ja, tu bi rada izpostavila to. Meja med našim, kaj bi rekla, pogovori v smislu intervjuja in opravljanja je lahko zelo tanka, ne? Ja, sem že slišala, koliko je delo etnologa, lahko tudi tak same flauze prodajate, ne? No, v glavnem jaz sem to rešila na tak način, da sem rekla, to bi še prej povedala, ko sem potem pa že večkrat prišla na ta teren in so me spoznale in jaz njih, pa več kar niso bile gospe, ampak kar teta. Teta ta in ta, kako ste teta, ko sem prišla noter. Sem spet prišla teta, kva, imate kaj cajta? Tako, ne? Ja, sem rekla, veste kaj, jaz sem bila res zdaj pri tej teti Hrastarjevi, ne? Ampak pol, ko bom pri vas končala, bom šla pa k Deželanovi, kako se bi vam zdelo, da bi jaz Deželanovi teti povedali, kaj ste vi povedali meni. Različno, da si večinoma tabu teme, spolnost, porod, rojstvo, smrt, so še danes precejšnji meri tabu. In si primerjala to pogovora s prižiganjem semaforjev. Kako in kakšnih primerih se je pa prigal semafor oziroma rdeča luč, da je zasvetila? Ja, kot sem rekla, najprej, da sem vedno začela z otrokom. Tu so se ženske zelo rade o tem pogovarjale, razživele. O tem v nekem pravem trenutku sem začutila, da bi zdaj pa lahko že šli na rojstvo, porod. Vedno je tekom pogovora prišlo do tega trenutka, to mi ni bilo treba se truditi niti. Ne? In nekako sem morala presoditi, kdaj je treba nehati. Ja. Prav tako pa tudi pri mrliških še Tudi.
Ja. Smrti, na temo smrti. Težko, mislim, jaz sem pač v okviru te porodne kulture rojstva, ne, širše, se spraševala predvsem o žalovanju za otroki. Smrtnost je bila takrat še visoka, tudi še v 50 letih. In pa posebna tema znotraj tega so bili mrtvorojeni. No, to je res, ko sem posebej vem, da pri mojem raziskovanju sem naletela, pa tudi v lastni rodbini, vem, da se je rodil Janezek, pa se je rodil drug otrok, deček, pa je bil spet Janez, pa se je umrl, pa se je rodil tretji otrok, pa so mu spet Janez dali ime in to je to mene res strašansko razžalostilo, to umiranje, kako si pa tudi to s tem smo prijemala, ko si radi tudi v arhivi popravila. Ja, jaz sem to, kar mi ni dal teren, v smislu podatkov, sem pa dobila v arhivih in sem ugotovila, kakšna neprecenljiva zakladnica so arhivi. Ne? Nimamo sicer stika z živim človekom, ampak imamo stik vseeno s človekom, ne? Ker se zapis nanaša na človeka, ki je nekoč bil tu, a ga ni več, tako kot naenkrat nas ne bo več. Mogoče bomo v kakem arhivu ostali sled za nami. Prvi arhiv so bile, mislim, arhivsko gradivo so bile matične knjige. Preučevanja matičnih knjig sem se lotila zato, da bi ugotovila, kolikšen delež žensk je rodilo z strokovno porodno pomočjo. V nekem trenutku me je tako zmotilo to, koliko žensk je tu rodilo z šolano babico? Malo. Nekdo je rekel malo, nekdo je rekel veliko. Ja, koliko je to veliko? Ali je to 10 ali 15? In potem me je tudi zanimalo skozi čas. Kako je šlo to skozi čas? Najprej, 5%, pa pol na koncu moje raziskave 20% ali kako. Ne? In k sreči obstaja vir, rojstna matična knjiga, katero so župniki zelo natančno beležili, ne samo ime in priimek babice, ampak tudi izobrazbo njeno. Ali je bila šolana, izprašana ali neizprašana. In to je bila v bistvu potem moja prva taka kvantitativna, statistična analiza, ki sem jo uporabila potem kot ogrodje za meso in kri, ki so ga pa dale ustno posredovale ženske med intervjuji, pogovori. Dosti detančno, predvsem župnikov so večino razporečila v nemškem jeziku, v poljski pisali. Kje si se tega priučila, kako ti je to šlo, glede na to, da si celo nekaj govorila nemško, da ni pozročila, da to težavo prežam? Ne, niti ne, ker neki, znanja nemškega jezika je ostalo. Ne? Če odraščaš v takem okolju, ki se govori sam nemško, ti to ostane. Če tudi pozabiš. Ne? Jaz lahko berem. Če ni tekst zelo težek, ker nemški teksti znajo biti zelo težki in stavki dolgi, ko ponedeljek, ne? Se lahko prebijem. Zopet sem brala, navadiš se, naučila sem se, šla sem tudi na tečaj v državni arhiv,
v Sloveniji, ja. In sem tam opravila tečaj, izpit in potem je to šlo. Na veliko sem transkribirala ali prevajala tele ženitne pogodbe, ki so bile tukaj zelo zanimiv vir za tisto, kar me je zanimalo, ne, se pravi razmerja v družini. In jasno, so hodili vsi enem in istemu notarju. In potem se že naučiš njegove pisave, ne. Veš, kako napiše črko L, kako N in potem to gre. Je to že kot ena vzorčna shema. Pa tudi ve se, potem se naučiš, kako so pogodbo sestavljali, ne. Se pravi, angleščina se ne bi bila ravno korist ob tem, ne? Ne. To smo rekli, obvezni jezik, ne, nemščina, filozofija, še premalo. Ja. Vrtimo pa vse, meni se zdelo delo, kot se že zelo zanimivo. Jaz sem se včasih celo predstavljala ti ljudi, stopili so in živi pred mene, nekako se čustovala sem z njimi, pa se veselila z njimi. Skozi arhivske podatke in se tako bo stopili, da je včasih sem bila vesela, včasih sem se pa tudi razvrtala zaradi podatkov o njih, ne? Ja. Se je zapisano v rečne čase. Ja, jaz sem, potem sem imela takrat seveda visoko leteče načrte, kako bom jaz naredila študijo v rodnostnem vedenju za to župnijo Velike Brusnice za 150-letno obdobje. Moram se pohvaliti, da vso gradivo imam, vse je pripravljeno, veliko je, glavnina že v računalniku, sam še nekdo mora priti in to opraviti. V tej zvezi sem tudi izvedla rodnostno anketo in to zelo obsežno, tudi čaka. To sem opazila, kot si sama izpostavila, kako so vsakemu naslednjemu otroku, če je prejšnji umrl, dali isto ime. To meni bilo nepojmljivo, kako to, ne. In to je bila ena stvar. Druga stvar, ki sem jo opazila, pa je bila ta. Starejši, pač, če je človek umrl naravne smrti, ne, ko pride njegova ura, je bilo to tako pogosto, se je ponovilo, da sem jaz opazila. Ljudje so umrli okoli svojega rojstnega dne. Ni tedni okoli rojstva, mesec prej, mesec kasneje, ampak tu nekje. To me je pa tudi nekako šokiralo, no. To sem opazila. Kaj je ti posebno nasmejala, ko si vrtivo zgodila ven ali pa jog spravila? No, jaz sem to osebno to čustveno doživljala, ker je razstave v arhivu, pa sem jaz tudi zelo čutno človek. Jaz sem imela predvsem opravka, ne, z matičnimi knjigami. Tam me je v bistvu tole potrlo, ne, mrtvorojeni, brez imena, nimajo imen. In pa vedno me je seveda presunila, ko sem prebrala zapis v mrliških knjigah, da je umrla na porodu, ne. To tudi. Tukaj sem pa si predstavljala, ja, kako je to moglo biti. Glede na to, da sem že imela podatke oziroma življenjske zgodbe, porodne zgodbe žensk, ki so mi jih pripovedale, da sem si znala to predstavljati, to agonijo, ki jo
dejansko ne bi rada doživela niti kot opazovalka. In so tudi pripovedovali, kaj vse so poskusili narediti, da bi žensko rešili. Ne. Pa smo pritiskali, pa smo to, pa smo ono. Pa, ne. Tako da te zapisi so me pa, ja. V različnih ustanovah si delala potem kot etnologinja, v različnih delovnih mestih. Kje si začela svoje poklicno delo in kje vse si bila zaposlena kot etnologinja? Ne bomo zdaj tistega, kar je bilo izven etnologije, ker vem, si tudi izven etnologije, malo si kaj popravljala. Ja. Od Anglije do... Ja, vse posod, ja. Ja, moje prvo delovno mesto je bilo pravzaprav res za nedoločen čas v Kopru, Univerza na Primorskem. In zelo pozno sem bila stalno zaposlena, tako da sem kar bila težek boj za preživetje, ker sem vztrajala v tem, da hočem delati srcem in to je bilo povezano z etnologijo, tako da je bila pot zelo težka zame, zlasti, ker sem bolna, ne? Ampak sem vztrajala, sem trmasta. No, predtem sem bila pa seveda mlada raziskovalka na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti. Ko sem doktorirala, sem pa bila najprej zunajna sodelavka, kasneje pa tudi 2 leti zaposlena na Inštitutu za medicinske vede na ZRC SAZU. Zdaj se je to preimenoval ta inštitut, je Inštitut za družbene medicinske vede. Potem sem šla pa že v Koper, ja. Vmes sem pa delala, to imam pa krasen spomin. Po pogodbi, avtorski, v Ribnici, takrat je bila Miklova hiša, so me poklicali, če bi jaz, da so prebrali mojo knjigo, ki se je podrla, ali bi bila pripravljena priti in narediti neko raziskavo, nič ni bilo kaj določenega, kaj, z področja družbene, socialne kulture. No, hočem to povedati, da se mi je to obdobje dela v Ribnici zato tako vtisnilo v spomin, ker smo tako lepo sodelovali. Taka iskrenost je bila med nami in to sem si vedno želela, da bi jaz delala v takem okolju. Tako da sem zelo hvaležna gospe Vesni Horžen, ki je to mi omogočila in moji kolegici, naši kolegici Poloni Rigler-Grm, ki me je tudi vozila po terenu na okolj, pa informatorji sami so me vozili na okolj, pa študentki 2, tako da res od tu pa imam res lepe spomine na to obdobje. No, je že precej znajena ta izjava, etnologija je moj način življenja, pa bi rada drugače vprašala, da bo še drugače povedala, ali je ta etnologija zmeraj in posod stalo v življenju in gledaš na svet, predvsem, ali pa moraš drugače početnološki. Ja, to pa tako in tako. Tako je, ne. Naprimer, nekdo ti nekaj pove in normalen človek reče, ja, res, super, ne. A res, kako pa to? Kje ste pa to slišali? A ne veš, kje si se to, a se ne moreš spomniti, ja, kako pa to, da se tega ne moreš spomniti? To je moj mož je Bog je revež, v smeri ga napadam in zaslišujem. Pa kaj ti od mene pričakuješ? Ja, nič ne bi rekla, da je to zlajnano način življenja.
Vse preučujemo način življenja. Zakaj ne bi uporabljali ta izraz, ki je ustrezen? Kaj ćemo tu izumljati? Habituse, pa ne vem, kaj že vse, ne? Način življenja. Naj tudi preprosti ljudje, zaradi katere mi delamo tudi etnologijo. Jaz sem vedno imela pred očmi, da bojo mojo knjigo brali ljudje iz velikih brusnic. In so jo. In so rekli, vse si tako napisala, kot je bilo res. Pomeni, da so znali prebrati, da sem dosegla, da sem uspela v tem, da sem napisala na takšen način, da je razumljivo. Ni nujno, da mora biti znanost, da je dokaz, da je nekaj znanstveno, da je ne vem koliko citatov, pa tale iz Amerike, pa tale iz Anglije. Ja, kdo pa nas citira v Ameriki? A mi nismo znanstveniki. Zdaj, zadnje čase, ko se posvečam tem babištvu, ne, me je pa pač šokiralo, ne, to, ja, Nemci, nemško govorno, ne, Nemci in Švicari in tako naprej, imajo ogromno člankov, knjig na temu porodna kultura, recimo, ali pa kultura rojstva. Nekje še nisem opazila, ne, ogromno preberem tudi angleških člankov, da bi kdorkoli citiral kakšno Nemko ali Nemca. Ne vem, to nisem šla raziskovati, je pa navezal z mano stike en gospod, ki preučuje eugeniko, ki dela na Oxfordu, me tudi večkrat povabil, Mario Sturda, in je bil zelo navdušen nad mojim delom, tudi je predlagal sodelovanje. Sploh en članek, ki ga je prav posebej navdušil, ne, o katerem pač predlagam oziroma ugotavljam, da so te prepovedi, nosečniške prepovedi, ki jih je morala ženska, pa tudi skupnost upoštevati, da bi se rodil zdrav otrok, da so to v bistvu arhaična oblika eugenike, da je to arhaična oblika eugenike, je bil na tem zelo, zelo navdušen in me povabil in sem res tudi šla na ta workshop, delavnico, ampak žal sem bila pa jaz takrat pa že preveč bolna, da bi jaz te stike razvijala in potem tudi delala naprej. No, mislim, da se dala tukaj te knjigi svojih edinstvenih, čudovit naslov, Peš se je podala, zdaj malo kdo smo iz tega razpravo, o čem ide, ne? Vidim, da smo potem poskušali to prevesti v angleščino, ampak kot rečeno, ne da se prevajati samo besed, ne? Bila cel sklop, cel način življenja bi bilo treba. Prevesti, ja. Tako da ti za ovn, ne? Ja. Ben in Joven. Ja. Tako manj približek, ampak smisel me je pa ujedo. Skratka, ta Peš se je podrla, pa se je prišla na idejo, da daška naslov. Vemo, da je to notranska, notranjenska znaka izraz, ne, za ponos, ne. Verjetno še bil Štajerske. Ja. Ne, to območje, ja. Kako si se domislila tega, da si izpostavila? Moram reči tudi, da bi se rada zahvalila naši kolegici dr. Jerneji Frlež, ki je bila takrat predsednica, urednica. Smiselna predsednica društva, urednica je bila, ja. Ja, in me je klicala in rekla, Irena, daj ti napiš knjigo, ne, sem pogledala zdaj ta tvoj doktorat, pa daj ti napiš zdaj letos, da izdamo nekaj, tudi mi še. Jaz sem rekla, pa kje,
Jaz nimam nič, jaz ne znam napisati, jaz imam tega premalo. Jaz vedno sem mislila, da imam premalo. Sem vedno hotela še, pa to ni dovolj, pa to ni dovolj dobro, pa moram še to najprej pogledati, pa preučiti, pa prednje sploh lahko kaj napiše, ne? Mislim, da je tukaj predvajamo raziskovanjem rezultatih dela v zvezi s kulturo rojstva. Ni potrebno nekakšno preizpraševanje, da bi to nekdo preizprašal. Ja, so se tudi že izprašali, ja. Kako se to godila navdih, da si se lotila ravno te teme babištva porodov? In kaj mislim, če tem, če bi bil raziskovalec teh tem moškega spola, kako mislim, da bi mi spremalo? Najprej sem še to povedala do konca, da me Jerneja poklicala in sem rekla, ja, prav pa bom, pa kaj pa naslov, kako bi dali naslov. Sem rekla, ja, kaj pa, peč se je podrla, ne, tako so včasih tu rekli. Rekla, ja, super, dajmo, peč se je podrla. In tako je bilo, peč se je podrla. Sem rekla, ljudje ne bojo vedeli, kaj je to. In sem potem dala podnaslov. Tako, ja. Kako bi moškim to uspevalo? Ne vem. Res jim ne znam. Bi se mogla preizprašati. No, vidimo, da proti koncu našega pogovora, da mislim, da sta kar zanimljala dobršni del tega, kako si delala, kaj si delala. Pripravljaš pa, videli smo tukaj na posnetku tvoje delovno okolje, tvoje delovno sobo, pisarno, ki jo kar zavijam. Temeljito knjigo o babištvu pripravljaš in vemo, da boš zdaj, ko si Murkova nagrajenka, se še bolj zagnala do tega dela. Kaj bo ta knjiga prinesla in kaj bo prišla na svet? Na prvo vprašanje najprej odgovorim. Ta knjiga bo pokazala, oziroma tej knjigi bom se obravnavala obdobje, prehodno obdobje, se pravi takoj po drugi vojni, pa 50. in prva polovica 60. let. Za to obdobje je specifično, da se v tem kratkem obdobju, se pravi obdobju 20 let, ženske niso več, so se porodi preselili v porodnišnice. Ženske niso več rojevale doma, ženske so rojevale v porodnišnicah. In s tem se je zvodenil tudi babiški poklic na takšen način, kot si ga mi zamišljamo. Kakšna je babica? Kaj to pomeni biti, kaj je to tradicionalna babica? To je pomočnica ženski pri porodu doma. Potem se je pa to izgubilo in tudi te terenske babice so dobile drugačne naloge, ali kot medicinske sestre, ali patronažne sestre. Nekatere so se zaposlile tudi v porodnišnicah, nekatere celo kot socialne delavke. Skratka, niso več pomagale ženskam pri porodu doma, za kar so se šolale, zaradi česa so se tudi odločile za babiški poklic. In hočem pokazati, opisati okoliščine, zakaj in kako se je to zgodilo. Za konec te rečem še enkrat čestitke, iskrene čestitke za svojo Murkovo nagrado. Hvala. In poguma pri nadaljem delu. Hvala, Janka. Obema, tako da res najlepša hvala. Bom povedala, da nam bo hvala in vam tudi tebi za lepo dan večer.